V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Hvaljen Jezus. Predragi, po koledarju tradicionalne liturgije, kot veste, verjetno 3. september je praznik svetega Pija X. Lahko rečemo največjega papeža 20. stoletja in obhajamo njegov praznik na nedeljo po 3. septembru, zato ker je zavetnik naše bratovščine. Zdaj ne bomo imeli nekega dolgega življenjepisa, to si lahko sami preberete, bodi si v knjigi, bodi si po internetu, danes se dobi marsikaj, tako da imamo te stvari. Nekaj misli bomo podali o tem, kako ta sveti papež je začutil nevarnost modernizma in se proti tej nevarnosti, torej proti modernizmu, odločno boril. Leta 1907 je sveti papež Pij X. želel obsoditi modernizem. Nenavadno je, da je to krivoverstvo odločno bilo obsojeno, sicer z okrožnico Pascendi leta 1907, kot smo rekli, ampak ni umrlo to krivoverstvo, nasprotno, podobno neki kraški reki Ponikalnici se je ta modernizem skril v podzemlje in nato se je na očiten način spet pojavil. Dejansko je nesporno to, da so modernistične teze sestavni del tako imenovane nouvelle teologie. Zdaj, ta nouvelle teologie pomeni, da nekako so si izbrali to ime nove teologije, ti, bomo rekli, teologi, ki so zrasli na tej zemlji, na tem polju modernizma, ki se je potuhnil, kot smo rekli, in potem počasi med vojnama so oni to nekako bolj skrito promovirali v teh svojih krogih in tako naprej. Lahko bi rekli tudi v teh krogih socialnega katolištva in tako naprej, tle dosti bilo tega nekega modernizma in tako, ki se pa potem še bolj razbohotil po drugi svetovni vojni, zlasti od leta 1960 naprej, tako bi rekli. Sicer nekateri predstavniki so dobili tudi kazni in tako, ampak potem kasneje papež Janez 23. ali pa še kasneje, jih je seveda spet odvezal teh kazni, tako da so lahko delali mirno naprej svoje delo, ki ni bilo seveda čedno delo, kot poznamo te stvari. Torej, od leta 1960 naprej je prišel modernizem kot kraška reka na plano. So študirali te stvari naši teološki profesori in potem podajali in še naprej podajajo slušateljem po semeniščih, teoloških fakultetah in tudi sami smo to morali poslušati in brati. Recimo, vemo, ta papeški biblični inštitut, kako od tega leta 60 naprej je propagiral same take zadeve in potem ti profesori, ki danes še vedno poučujejo nekateri, ali pa so še slabše se potem učili, so nas tudi učili take zadeve. Se pravi, lahko rečemo, najprej je bilo neko liberalno katolištvo, ki je nastalo po francoski revoluciji in tako naprej, ki se potem spremenilo v ta modernizem. Kaj je skušalo liberalno katolištvo? Skušalo je združiti katoliški nauk z moderno filozofijo. Se pravi, tisti filozofi moderne, ki niso več izhajali iz resničnosti, ampak iz drugih predpostavk, to so hoteli združiti. Papež Leon 13. Njemu se je zdelo primerno, da je avgusta 1879 objavil okrožnico Aeterni Patris, kjer je potrdil ponovno pomen
svetega nauka, svetega Tomaža Akvinskega, ki naj bi ga povsod se učili in tako naprej, ne? In sicer so tudi to delali, so propagirali to zadevo, so se učili, so spet poudarjali, ampak nekateri, ki so celo bili, lahko rečemo, tomisti in tako, so potem skrenili v napačno smer. Rekel je papež Leon XIII., da ta nauk svetega Tomaža bi moral biti temelj vsega katoliškega nauka. Hotel je preprečiti navdušenje nad moderno filozofijo. Rekel, tista klasična filozofija je pravilna filozofija, je na pravih temeljih. Ne morete vi vzeti napačne filozofije kot podlago, ker če ne, boste napačno mislili in tisti, ki napačno misli, potem tudi napačno govori in še bolj napačno dela. Ne? Je treba dobro misliti, da bi tudi dobro delali. Ne? Tako, to je klasična zadeva. Potem dokument Leona XIII. Seveda ni dosegel želenega učinka, ker te teološke fakultete, zlasti München, Tübingen, Leuven, Pariz, Strasbourg in tako naprej, so še naprej to peljale, so teoretizirale to možno združitev katoliškega nauka pa moderne filozofije in ta želja po tej združitvi, kar je sicer nezdružljivo, ne, je pripeljala do rojstva modernizma. Vemo, da tudi drugače, če delamo neke poskuse z nekimi nezdružljivimi zadevami, ratajo ven neke spake, neki stvori, ne, tako da to so te stvari. Modernizem je imel zelo natančen cilj, da bi to razodeto vero preoblikoval, da ta vera bi postala verski imanentizem, to pomeni to stranstvo, ne, se pravi, vse se odvija samo tukaj in sedaj, ne, in onstranstvo in večnost nimata nobenega pomena. Zdaj, to naj bi nadzorovala cerkev že malo drugače, ne v svoji hierarhični strukturi, hierarhični ureditvi, ampak bolj demokratično urejena cerkev, ne. Vemo, da se je potem to razvilo v tako imenovano zborovstvo, ne, če temu tako rečemo. Se pravi, da zbor škofov je tisti, ki odloča ali soodloča, ne, ima velik pomen in tako. Ampak vemo potem v resnici, niti ta zbor škofov nima nekega pravega pomena, ne, na koncu samo rekli so, da je tako, ampak potem vidimo, da vsi pravzaprav delajo isto, tako da k temu se bomo malo še vrnili. Dobro, pustimo. Se pravi, nekaj najpomembnejših predstavnikov modernizma, Francozi, Loisy, Hutin, La Bertonnière, Sabatier, Leroy, Nemec Schell, Avstrijec von Gogol, Irec Tyrrell, Italijani pa potem so imeli Enrica Bonaiutija, Romula Murrija, pisatelja Antonija Fogazzara, ki so potem vplivali na druge po Evropi pa po svetu. Vse te 50 zaradi te svoje svetosti je takoj dojel to nevarnost, ki jo predstavlja modernizem. Skušal je na vse načine izkoreniniti ta modernizem in se odločil za dvojne ukrepe. Po eni strani je na indeks prepovedanih knjig uvrstil tiste knjige, ki so bile okužene z modernizmom, po drugi strani je spodbujal modernistični tisk, protimodernistični tisk, se opravičujem, za katerega razvoj je bil najbolj zaslužen monsignor Benigni, da ne boste, ker prej so v Zagrebu malo zamešali, so rekli Abunini, ne, Benigni, ne. Roberto Benigni je oni igralec, ne, monsignor Benigni je pa bil ta, ki je napravil te številne spise, zlasti pomembno je družbena zgodovina cerkve, ne. Se pravi, lahko rečemo tudi socialna stojka, ampak družbena, ne, to pomeni. Sveti Pij X je posredoval potem pri
modernistih. Najnevarnejše predstavnike torej je prizadel z disciplinskimi ukrepi. Nekaj primerov, da leta 1906 so prepovedali Enriku Bonajutiju poučevati. Istega leta bil potem Francoz Loisi suspendiran a divinis. 1907 pa je bil Romulo Murri obsojen. Posredoval je seveda tudi pri sami duhovščini, torej vsakdo, ki je hotel prejeti svete redove, od subdiakonata naprej in tako, je moral tudi protimodernistično priseči. Se pravi, je bila protimodernistična prisega in vsakdo, ki je hotel prejeti te redove, je moral to priseči. Tudi profesori seveda na teoloških fakultetah in po semeniščih. Potem seveda papež Pavel VI protimodernistično prisego je umaknil. Ni več potrebno, ker so vsi ratali kar naenkrat čez noč pridni in tako naprej. To je, se pravi, so rekli včasih za koga, da je čist kot kakšna pocestnica. Se pravi, če damo priložnost, tako skušnjavo in tako naprej, potem vemo, kaj rata. Ta mit o dobrem divjaku, to ne velja. Tako da to. Sveti Pij X se je lotil pisanja, da bi to svojo obsodbo naredil tudi uradno, tako da 17. julija 1907 je dal v časopis L'Osservatore Romano objaviti ta dekret Lamentabili sane exitu, ki je vseboval obsodbo nič manj kot 65 modernističnih tez, ampak potem je izdal tudi to omenjeno okrožnico Pascendi Dominici Gregis, ki ima uradni datum izida prav današnji dan. Se pravi 8. september 1907 leta. Vse to, torej ta dekret Lamentabili pa Pascendi, še danes je vse to zelo aktualno, kot recimo tudi silabus Blaženega Pija IX. In še kaj bi lahko dodali. Vse te dokumente lahko damo, se pravi, ti papeži so zelo dobre dokumente pisali. Torej zelo aktualno, ampak ta nova teologija, bomo rekli, ni bila prav nič nova, ker modernizem po besedah svetega Pija X, bomo rekli tako, kot je on to rekel, ker potem so malo olepšali, je zbirni kanalizacijski kanal vseh krivoverstv ali kloaka, tudi se reče. Poznamo iz rimskih časov kloaka Maxima, se pravi, ta glavni kanalizacijski kanal, ves usmrajen in poln vsega tega, je noter. Se pravi, tako je tudi on rekel za modernizem, da je vsa gniloba tam zbrana praktično, da ne rečemo kaj slabšega. Tako da imamo tudi v modernizmu današnjih časov krivoverstva vseh krščanskih stoletij in vse do danes to poslušamo in na podlagi teh zmot so nastale tudi še nove zmote, ampak v resnici, kot smo gotovili, nič novega pod soncem, kar se ne bi že spomnili enkrat v teh stoletjih in tako. Zdaj modernizem lahko rečemo na kratko, da to pomeni prvenstvo politike pred vero. Če je neka zadeva aktualna v politiki, v aktualni politiki, kot se temu reče, potem mora tudi vera iti za temi zadevami. Zdaj, če so migranti ali kakor že rečejo, ne vem, če ima tukaj z migreno tudi vezan, pustimo, vsekakor nas bo še bolela glava močno, čez nekaj časa, zaradi takih stvari. Potem vemo, tudi te razne zadeve, ki so zdaj na tapeti, bomo rekli, kar se propagira v politiki in tako. Zadnjič ena v osnovni šoli tam na goriškem koncu, da si domišlja, da je žirafa in take stvari. Tisto, da
na umetniški gimnaziji Nova Gorica, ena si je mislila, da je mačka, tisto sem verjetno že govoril, ne, tako da take stvari ne imamo. Torej, to pomeni prvenstvo politike, ne, se pravi, vera mora iti za tem, ne. V resnici bi moralo biti obratno, najprej bi morala biti prava vera, ne, in potem druge stvari pridejo na vrsto. To je bila med drugim tudi zgodovinska napaka v Habsburški monarhiji, naši nekdani pokojni, blagopokojni monarhiji, ne, tako, ker so za razliko od recimo Španskega imperija, so na prvo mesto postavili mir oziroma premirje, bomo rekli, ne, na verskem področju, ne. Niso postavili prave vere na prvo mesto, ne, ampak na drugo mesto, ne. Tako da potem je šlo samo še na slabše kasneje, ne. To je tudi eden od razlogov, ne, pustimo zdaj. Zdaj, zanimivo, če rečemo, kdo so danes največji konservativci. Pravzaprav ti modernisti so največji konservativci, zato ker 60 let pravzaprav se ni nič spremenilo, zmeraj eno in isto propagirajo, ne, se pravi, hočejo zmeraj eno in isto in so iste ideje, so isti slogani in tako, ista glasba tudi, ne. Tako da pol se čudijo, no, ne vem, pred časom enkrat se nadomeščal in tisto so rekli, da bojo peli mladinske pesmi in tisto pa so prišli 50-60 let stari, ali koliko so bili, ni bilo niti enega mladinca med njimi, ne, tako da so imeli mladinske pesmi, pa so vreščali ko mačke, kadar se vnijo, ne, mislim, tako da ni bilo lih primerno za v cerkev, ne. Mislim, že ljudje tega ne morejo poslušati, kaj šele Bog, da bi to poslušal, ne. Ma dobro, on itak vse sliši, tako da ni pač primerno za Božje svetišče take stvari, ne. Ampak prideš tja, zmeraj ena in ista tudi ta glasba, ne. Papež Pij X, sveti Pij X, je pa seveda namesto te umetniške in tako umetelne glasbe, ki sicer je bila primerna, lepa in tako naprej, ampak je rekel nekako tako, ne more biti med koncertom maša, ne. Bilo malo preveč tega, ne. Ampak je predvsem spodbujal, se pravi, katoliško glasbo stoletij, torej gregorijanski koral je ponovno spodbujal in so seveda takrat se stvari resnično prenovile, tako da še dandanes prepevamo te korale pri petih mašah, pri slovesnih mašah in tako naprej, ne. Se pravi, pri katoliških mašah še zmeraj se spodbuja tudi gregorijansko petje na podlagi prav tega prizadevanja svetega Pija X. Torej, vse to je nad časom, je vedno aktualno, ne, tisto, kar pa oni propagirajo, ostaja nekako, lahko rečemo, v 60 letih 20. stoletja ali pa v 70, največ v 70, ampak rečemo 60, ne. In hitro postane zastarelo, seveda, ne. So rekli, ja, moramo zdaj gledati v sedanjem svetu, ne. Ma pol so govorili o teh znamenjih časa in tako naprej, ne, ma pol ne grejo za tistimi znamenji časa, ne, so gledali neka tako imenovana znamenja časa samo v 60 letih, ne, in tam so tudi ostali. Torej, to je ta duh koncila, ne, ni nek svež veter, ampak plesniv zadah, lahko rečemo, ne. Sveti Pavel, smo poslušali, pravi Tesaloničanom, da oznanja tak evangelij, ki ga je prejel, ne skuša ugajati torej ljudem. Sveti Pij X se je v boju proti modernizmu lotil prav tega, torej mu ni šlo zato, da bi svetu ugajal, ampak nasprotno. Torej tudi mi moramo se truditi po njegovem zgledu, da ugajamo Bogu, da oznanjamo samo pravi nauk in vero, tega se moramo držati, ne, se pravi,
vsak od nas mora to poglabljati in potem se tudi tega držati. Ne iti tako, kot piha veter in tako naprej, kot smo rekli, da velja za modernizem, torej prvenstvo politike, torej tisto, kar je aktualno, ne? Ampak tisto, kar se je verjelo, učilo in tako, vedno povsod in strani vseh, ne? Kot je lepo rekel sveti Vincenzij Lerejnski, ne? Se pravi, te stvari. In sicer moramo se držati tega evangelija in ga oznanjati, kot pravi sveti Pavel Timoteju, bodi si prilično ali neprilično, torej v ugodnih ali pa tudi neugodnih okoliščinah. Modernizem se seveda pretvarja, da bo evangelij prilagodil svetu, torej zgodovini, modi, modernosti in tako. Ne? Kaj pomeni moderno? To pomeni modo die odierno, se pravi na način današnjega dne. Ne? Ampak potem vidimo, kadar to ponudijo, ni nikakor v resnici aktualno, moderno in tako naprej, ne? Ampak tisto, kar je nauk vseh stoletij, kar je glasba vseh stoletij, kar je vera vseh stoletij, tisto je tudi atraktivno, ne? Tisto zanima ljudi, tudi mlade in tako, ne? Kot imamo priložnost tudi videti. Tako da proti temu modernizmu, proti temu prilagajanju, in to se je upravičeno sveti Pij X boril, označil, kot smo rekli, za sintezo vseh herezij, krivoverstev, ne? In sveti Pavel je lepo rekel, da ne bo obsojen vsakdo, ki ne širi tega evangelija, ki ga je on oznanil, ne? Torej, na podlagi tistega, kar mu je bilo razodeto strani Jezusa Kristusa in kar so mu še drugi apostoli povedali, to je sveti Pavel predal naprej. To je naloga vsakega pastirja, naslednika apostolov, posebej seveda naslednika svetega apostola Petra, torej papeža, svetega očeta. Ne moremo si misliti, da bomo prenovili samo mi, ubogi mašniki in verniki in tako, brez svetega očeta, ne, vero cerkve. Gotovo bo Bog sčasoma naklonil tudi takega svetega očeta, ki bo spet vse te stvari prenovil, zato moramo tudi moliti seveda tudi, da bi ta trenutni sveti oče oznanjal pravo vero, da bi prišel k sebi, no, bomo rekli, ne. Se pravi, kadar se spreobrneš, ne, je rekel Jezus svetemu Petru, takrat potrdi brate v veri, ne. Zdaj, če nisi v pravi veri, ne moreš potrjevati bratov v veri, ne. Tako da molimo tudi v te namene. Poglabljamo se torej, kot smo rekli, v pravo vero, ki jo sveti Pij X tako oznanjal, se tako zavzemal in nam je zbral tudi v svojem katekizmu, imamo tudi v slovenščini, kot ste tudi sami že večkrat opozorili, tako da študirajmo tudi te katekizme, ki jih imamo. To je povzetek rimskega katekizma Tridentinskega koncila, tako da za vernike imamo zelo primerno in na kratko napisane te zadeve. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus.